Srce med vinogradi je znano, svečinska planinska, obmejna panoramska, kolesarska pot in zadnjih 10 let Vinotur so prav tako prepoznavni produkti aktivnega doživetja svečinskih goric. Zdaj prihaja še svečinska jabolčna in sadna pot, ki bo povezala že obstoječe in jim dala dodatno tržno vrednost. Ker smo seveda prepoznani v širšem slovenskem in pa tudi na tujih tleh kot pridelovalci odličnega sadja, se želimo nekako spodbujati lokalno oskrbovalne verige na ta način, da prodajamo tudi z domačega dvorišča. Pot nastaja v okviru projekta Flagship Products, v katerem je Zavod za inovativnost in podjetništvo v sodelovanju z avstrijskim partnerjem Tourismus Regionalverband Oststeiermark ter slovenskimi in avstrijskimi nosilci ponudbe razvil nov turistični produkt, svečinsko jabolčno in sadno pot. Aktivno delamo na povezovanju na eni strani turizma in gastronomije, na drugi strani pa kmetijstva in pa razvoja podeželja, ker res želimo, da se lokalni produkti in pa lokalne tradicije čim bolj uspešno, čim bolj aktivno vključujejo v turistično ponudbo, turistične pakete. Projekt temelji na čezmejnem sodelovanju pri 9 vodilnih produktih. Z avstrijskimi partnerji so razvili produkte jabolka, buče in termalne mineralne vode, kruha, medu in mleka kot slovenskega zajtrka, Avstrijci pa še hren, laški fižol, bezeg in aronijo. In pri teh doživetjih je Zavod za inovativnost in podjetništvo vključil tudi svečino oziroma občino Kungota, kjer se ponudniki povezujejo, zato je zadovoljna tudi vodja projekta Vinotur. Da smo vključeni v ta projekt, da se lahko naša pot, ki sedaj že ima dejansko 6 krožnih poti, ki potekajo tako po slovenski kot avstrijski strani, več kot 100 ponudnikov in vse skupaj je več kot 80 kilometrov dejansko teh poti. Taki projekti privabijo nove turiste drugačnih želja. Del poti bo urejen celo za mamice z vozički in gibalno ovirane. Velik poudarek pa dan družinam in medgeneracijskemu druženju v naravi s ciljem vzpostavitve učinkovitega modela preživljanja prostega časa na podeželju. In nenazadnje bo podpora za občine Kungota, kar se tiče same promocije, kar se tiče posluha za projekte, ki bodo vezani na ta projekt, vsekakor velik in se zelo, zelo veselim že prihodnjega leta, ko bomo prvič tudi dejansko zakorakali po jabolčno-sadni poti. Da dokažemo, da projekti niso samo muha enodnevnica, ampak imajo trajnostno noto in si želimo, da seveda v okolju ostanejo, živijo in se nadgrajujejo z novimi možnostmi. In ker današnjemu gostu ni dovolj le kozarec vina, ampak bi tudi kaj odnesel domov, jih čakajo novi izzivi. Jabitur s pustolovko Metko in nagajivim škratom Jonatanom, nordijska hoja po vinski poti, kolesarjenje in zadnja leta hit, ki ga predstavljajo električna kolesa, pustolovščina s svetovno igrico geocaching in iskanjem zaklada bodo omogočali povezovanje ponudnikov ob meji ter razvoj podjetniškega potenciala in kmetijstva.